Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, spoštovani minister, vsi ostali prisotni. Digitalizacija je v slovenskem prostoru dokaj tuj izraz. Mogoče res mladi non-stop gledajo tiste svoje pametne mobilne telefone, tablice in tudi odrasli tekmujemo med seboj, kdo bo imel več od teh pametnih reči. Kljub temu, da imam po podatkih SURS-a okoli 90% ljudi dostop do interneta, je naša osnovna digitalna izobrazba pod evropskim povprečjem. Predlagatelj sicer navaja, da 45% Slovencev nima osnovne digitalne spretnosti, a če smo iskreni, je ta številka veliko večja. Res pa je, da smo pri svojem neznanju tudi zelo spretni in vedno najdemo koga, ki zna in ga prosimo za pomoč. Za osnovno digitalno spretnost se štejejo osnovno digitalno in informacijsko znanje. Varna raba računalniške opreme, spletnih brskalnikov, uporaba elektronske pošte, osnovno ustvarjanje, upravljanje in deljenje vsebin elektronske pošte. Osnovno znanje digitalne komunikacije, uporaba digitalnih podpisov in elektronske identitete. Znanje operira s spletnim bančništvom, e-storitvami javne uprave, javnega sektorja, spletne trgovine in še kar nekaj stvari bi lahko naštevali. Iskreno, koliko omenjenega sploh poznate? In če bi šli zdajle preveriti vaš ZVEM, koliko od vas ima aplikacijo povezano z digitalnim potrdilom? Koliko časa ste potrebovali, da ste lahko preko MFEC-a dostopali do plačilne liste? Dejstvo je, da moramo na področju digitalizacije narediti en velik korak naprej. Že zadnje 2 leti ste nam pokazali, kako nujno potrebujemo spremembo na digitalnem področju. Se še spomnite, koliko težav je bilo v začetku, kjer otroci niso imeli opreme, internetne povezave in niso ne otroci ne učitelji znali uporabljati spletnih orodij. Predlog zakona je daleč od popolnega, ker ima kar nekaj tako imenovanih pravnih praznin in nejasnosti. Malce me bega cilj zakona, ki želi dvigniti raven osnovne kompetence prebivalcev med 16 in 74 letom. Če izhajam zgolj iz izreka, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. A ne bi bilo smiselno začeti že pri nižji starosti, ne od 16. leta naprej. Vsi, ki imamo otroke v osnovni šoli, vemo, da so redke šole, ki že tako zgodaj ponujajo otrokom računalniško znanje, da se od otrok zahteva, da naredijo predstavitev v PowerPointu, seminarske naloge v Wordu, se snemajo in pošiljajo filme učiteljem. Ne, bi tudi oni mogli biti ciljna skupina. Demografska slika Slovenije pravi, da imamo tudi vse več starostnikov. Če jaz dobro razumem digitalno sfero, je razvoj novih orodij zelo hiter in se v letu dni marsikaj spremeni. Zakaj se bo potem delala analiza digitalne vključenosti za 2 leti? Digitalne bone, ki jih predvideva zakon, bomo prejemniki morali tako porabiti v pol leta, kar pa sovpada tudi s tistimi starejšimi od 55 let, ki se bodo morali vključiti v izobraževalne delavnice. V Slovenski nacionalni stranki upamo, da boste razpis za te subvencije izobraževanja naredili tako, da ne bo ponovno prihajalo do korupcije, ker iskreno manevrskega prostora za to je veliko. Torej, na področju digitalizacije je nujno treba narediti napredek,
Pa ne zaradi tega, da bomo na neki evropski lestvici više, ampak zato, da bomo olajšali življenje Slovencev in tudi omogočili hitrejši gospodarski razvoj, ki ga nujno potrebujemo. Hvala lepa.